Hallo Maja, končno sta tu, boste videli. To bo danes super pijama party. Dobro večer, punci. Kar sedite. Vajna kočka bom odnesel v sobo. Sta premraženi punci, bosta čaj z limono. Mama, danes imamo pijama party. Kaj bomo s čajem? Tako, pijama party. Potem se bo vam pa prav gotovo prilegla limonada. Ja! Gotovo ste tudi lačne punce, a ne? Ja! Kot predjed vam priporočam pečen svinjski rep. Kaj pa ocvrte, mastne, debele črve. Tudi teh dobrot ne marate. Razen tega se v tem hladilniku ne skriva nič posebnega. Razen ene velike pice. Ja! Pica, 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 pica! Jo lahko pojemo v moji sobi? Seveda, saj to je pižama party in tam, kjer so pižame, je tudi pica. Kar preoblecite se in pica pride do vas. Oj, mi smo pa tu. Tuna, kogo še Bez zapletene, spletanih gorah, smo skleti na hribi, a to nič ne ni. Po svetu razširjenem poznajo ljudi, na Koroškem, navada je tam, na party za to. Koroškem, navada je tam, zapolnimo iz srca. Pica, 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 pica. Tako, punce, upam, da se boste najedle. Prinesla sem tudi limonade, kar nalijte si, če boste žene. Z Atjem greva zdaj spat. Torej, kot smo se dogovorili, ob 12. greste spat. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Na Koroškem, Koroškem, navada je tam, da rabi zapolnimo. So tvoji starši vedno tako luštni? Seveda, se to sta moja mama in moj ate. Tako sem se najedla te pice, da bi kar počila. Najraje bi kar zaspala. Ne, raje se kaj igrajmo. Kaj pravite na tole igro? Niti roke ne moram več dvigniti, tako sem sita. Kaj pa spet disko? Cela limonada bi spet prišla na ta svet, če bi zdaj zaplesala. Srca. Zdaj imam pa dobro idejo. Kakšno? Zakaj si zvečer nisi umil nog? Poglej, kakšno svinjarijo delaš. Od kdaj si pa nohte lakiraš? Kakšne navade. Saj si ne lakiram nohtov. Do noge sem si tudi imel res. Poglej se v gledalo, hitro. Kaj pa? Maja! Maja! Barbara špela! Adijo, Maja! Maja! Adijo, Maja!
No to sta ti prijateljici. Haha, ta je bila dobra. Le odkot jemlješ take dobre ideje? Odkud? Ti si pojava. Pred mano stoji profesor noči in traparij. Gospod Michec Mahec. Hvala, čast mi je. Ne, ampak danes bo Ati res srečen in vesel. Zakaj? Saj veš, kako se zjutraj vedno obotavlja. S tem trikom pa si ga 1, 2, 3 zbudila in zdaj je že pripravljen za delo. Ne, rekel mi bo, da naj neham s takšnimi neumnostmi. Pustite traparije in se loti pametnih stvari. In kakšne so te resne stvari? No, saj veš, učenje na primer. Učenja ne maram. Tvoj oče nima pojma. Ne ve, kaj je važno in resno. Pri nas so na primer palčki skakalčki najvažnejši. Kakšni palčki skakalčki? Veš, to je najtežji poklic. Naloga palčkov skakalčkov je, da si izmislijo največje neumnosti in nas tako razvedrijo. To je zelo zahtevno in resno delo. Naprimer, morajo... kaj bi ti govoril? Raje poglejva. Potem me pa primi za roko in z mano skoči globoko v belo-zeleno rdeč vrtinec. Palček skakalček na gori stoji, zvezdice šteje, se sladko smeji. Palček skakalček na gori stoji, zvezdice šteje, se sladko smeji. Palček skakalček na gori stoji, zvezdice šteje, se sladko smeji. Palček skakalček na gori stoji, zvezdice šteje, se sladko smeji. Palček skakalček na gori stoji, zvezdice šteje, se sladko smeji. Palček skakalček, palček skakalček. Moji starši mi vedno pravijo, Michec, ne laži se, kaj pa odrasli? Ti vedno govorijo resnico? Bomo videli. Oglejte si to pustolovščino. Ker, kot vsi veste, Michec Mahec, Michec Mahec. Maj